Poleg psa je ovca ena od najstarejših domačih živali, ki so jih ljudje udomačili približno ob istem času kot govedo. Ovce so bile že v antiki ene od najkoristnejših domačih živali, saj dajejo človeku meso, mleko in volno. Velike črede ovc so že takrat pomenile obilje in premožnost. Krščanski pisci so krotkost ovc razlagali le v pozitivnem pomenu. K temu je veliko pripomogla bela barva njihovih kožuhov, saj je to barva čistosti in nedolžnosti. Ovce so uveljavljena podoba dobrih ponižnih kristjanov, ki so deležni Božje pomoči in varstva v podobi dobrega pastirja, varuha duš. V Loškem muzeju hranimo oljno sliko s pastoralnim prizorom pastirjev in črede ovc. Živali so zleknjene, napol pogreznjene v spanec, saj svojim vodnikom in psu čuvaju popolnoma zaupajo. Ker so izjemno krotke živali, so tudi podoba miline in miroljubnosti, ker se ne znajo braniti, pa še simbol ranljivosti in nebogljenosti. Ovca se pojavi tudi na eni od številnih panjskih končnic, ki jih hranimo v Loškem muzeju, v prizoru iz rajskega vrta, tik za Evo, ki bo v roke ravnokar prijela jabolko z drevesa spoznanja. Če govorimo o ovcah, ne moremo mimo ene od osrednjih živalskih podob v krščanstvu, to je žrtvenega jagnjeta, ki predstavlja odrešenika Jezusa Kristusa, ki se je prostovoljno žrtvoval, da bi odrešil grešnike. Ovce so bile že v starem svetu znane kot žrtvene živali, ki so mirno sprejemale svojo usodo. Zaradi tega so postale simbol ponižnosti in vdanosti. Med svetniki je z ovcami povezan sveti Izidor, ki se kot pastir ovčic pojavlja tudi v slovenskih ljudskih pesmih. Etimološko pa se na ovco navezuje tudi sveta Neža. Latinski izraz za jagnje, agnus, je namreč osnova njenega izvornega imena Agnes. Ta mučenica je zato običajno upodobljena z malim jagnjetom. Ponekod pa šopu volne, ki po striženju ovce ostane nad njenim repom, rečejo kar šop svete Neže.